Besedo toplota gotovo poznamo. Mogoče vemo celo to, da je simbol za toploto velika črka Q in da je njena enota joule, tako kot je joule enota za energijo in enota za delo. Vemo tudi, da toplota nastopa v energijskem zakonu, kjer velja, da se energija spremeni za toliko, kolikor telesu dovedemo oziroma odvedemo dela in toplote. Če pa vas bi vprašala, kakšna je definicija toplote, bi imeli najbrž več težav. In to uro bomo namenili temu, da bi razumeli, kaj to toplota sploh je. Za začetek si poglejmo tale stol. Zanima me, kaj je bolj toplo? Ročaji ali usnjeno sedišče? Če imate stol ali kaj drugega kovinskega in usnjenega v bližini, lahko poskusite, potipate. In skoraj prepričana sem, da vas bo večina odgovorila, da je kovina bolj hladna, medtem ko usnje bolj toplo. Seveda to ne drži, kajti stol je postavljen v sobi, v kateri je povsod zrak s temperaturo recimo 24 stopinj Celzija, kar pomeni, da ima tudi stol tako sedišče kot kovinski ročaji temperaturo 24 stopinj Celzija. To je podobno, kot če se vprašamo, kolikšna je temperatura korenčka in brokolija v vreli juhi. Če juha vre, ima temperaturo okoli 100 stopinj Celzija. Takšna je temperatura vode, takšna je temperatura kosa mesa, takšna je temperatura kosa korenčka, ki je v njej, brokolija in vse ostale zelenjave. Tudi če nekakšna žlica pade, bo imela temperaturo 100 stopinj Celzija. In naš stol je tudi v nekakšni juhi, in sicer v juhi tega zraka, ki je okoli njega, zato je tudi ima stol povsod temperaturo 24 stopinj Celzija. Vse stvari v tej sobi imajo takšno temperaturo. Razen tistih, ki imajo njihov lasten pogon. Recimo človek je že takšna stvar. Človek ima srce, ki nenehno skrbi za to, da se kri pretaka, in zato ima človek višjo temperaturo. 37 stopinj Celzija tam okoli. Če bi imeli kakšen računalnik, ima tudi višjo temperaturo, ker je v njem motorček. Ostale stvari, ki nimajo nekega lastnega vira napajanja, pa imajo takšno temperaturo, kot je temperatura v okolici. Toda, zakaj se nam je zdelo, da je kovina na stolu hladnejša kot usnjeno sedišče, če je vendarle temperatura enaka? Najprej bo dobro, da povemo, kakšna je razlika med toploto in temperaturo. Seveda, prva razlika je v tem, da se toplota označi s črko Q, temperaturo pa z veliko črko T. Enota za temperaturo je stopinja Celzija, ali kelvini, ali Fahrenheiti, medtem ko za toploto je enota joule. Toplota in temperatura vidimo, da nista dve enaki stvari, čeprav jih pogosto zamešamo, še posebej zato, ko redko vprašamo, kolikšna je temperatura telesa, ampak vprašamo, kako toplo je to telo. Temperatura je stanje telesa. Je ena od osnovnih fizikalnih količin. Temperaturo izmerimo s termometrom in velja točno za določeno stvar v točno določenem času. Toplota pa je prenos energije, in sicer iz telesa z višjo temperaturo na telo z nižjo temperaturo. Toplota je torej prenos energije. Predstavljamo si poskus. Imamo 2 kozarca polna vode. V prvem kozarcu je voda hladna, ima 20 stopinj Celzija, v drugem kozarcu pa je voda vroča
ima 80 stopinj Celzija. Kaj se zgodi, če v kozarec damo košček ledu? Vsem je jasno, da se bo košček ledu v vodi stalil. In sicer se bo v hladni vodi talil počasneje, v vroči vodi pa hitreje. V obeh primerih pa bo led prejemal energijo, ki mu bo omogočala to, da se stali iz okoliške vode. Led ima namreč 0 stopinj Celzija, okoliška voda pa 20 stopinj ali pa celo 80 stopinj Celzija, zato vemo, da bo toplota potovala iz vode proti ledu. Energijo torej jemljemo iz tople vode in dajemo ledu, ki ima nižjo temperaturo. Če je voda toplejša, bo ta reakcija hitrejša. Sedaj vemo razliko med temperaturo in toploto, še vedno pa nam ni jasno, zakaj deluje kovina hladno, usnje pa toplo. Vzrok ni v temperaturi, ampak v tem, kakšna snov je usnje oziroma kovina. Predstavljamo si, da imamo v vsaki snovi, tako v kovini kot v usnju, neke delavce, ki čakajo na to, da bojo v trenutku, ko se bo enemu telesu približalo drugo telo z večjo temperaturo, zato, da bojo večjemu telesu energijo vzeli in jo prenesli v manjše telo. Te delavce imajo vse snovi, toda hitrost prevajanja toplote pa je odvisna od tega, za kakšno snov gre. Ločimo toplotne prevodnike in toplotne izolatorje. Toplotni prevodniki so tiste snovi, kjer ta toplota zelo hitro prehaja iz enega telesa na drugo. Se pravi, da je to jemanje energije iz enega telesa in dajanje drugemu telesu zelo hitro. Bi lahko rekli, da imamo tukaj zelo pridne, hitre delavce. Takoj, ko vidijo, kako se je približalo neko vroče telo, reče, fantje, delo nas čaka, pohitimo čim hitreje, ukradimo čim več energije. In to hitro krajo energije, konkretno mi, začutimo kot mraz. Ko smo recimo na morju in pridemo iz vode, so na nas vodne kapljice. In čeprav je na morju zelo vroče, nas po prihodu iz vode ven zebe, dokler si te kapljice ne obrišemo. Kapljice nam namreč kradejo energijo. In ker je teh kapljic veliko, mi to čutimo, kot da nas zebe, kot mraz. Če bi si na roko dali eno samo kapljico, nas ta kapljica ne bi motila, ker bi jemala le malo energije. Če pa je kapljic veliko in jemljejo veliko energije, potem to začutimo kot mraz. Pri toplotnih izolatorjih pa imamo te delavce, ki so manj hitri. Tudi oni vejo, da morajo vzeti energijo tam, kjer je temperatura večja, in jo dati tja, kjer je temperatura manjša. Vendar to delajo zelo počasi. Morali bi nekaj narediti, ampak fantje, počasi, se nikamor ne mudi, nekaj bomo vzeli, ampak ne preveč. Če se to dogaja počasi, mi tega niti ne čutimo. In nam je zato tudi čisto prijetno. V naši okolici srečujemo tako toplotne prevodnike kot toplotne izolatorje. Toplotni prevodniki, recimo steklo, ploščice, beton, lonec, kovinski lonec. Vse te snovi zelo dobro prevajajo toploto. Zato je recimo tudi radiator iz kovine, ne iz lesa. Če bi bil iz lesa,
bi prepuščal malo toplote, ker pa je iz kovine, ta topla voda, ki teče po ceveh radiatorja, hitro oddaja toploto v okolico. Niti poleti, niti pozimi nam ni poseben užitek se usedeti na betonsko klopco. Zato ni naključje, da je tudi tukaj samo sedišče klopce iz lesa. Poleti ni prevroče, pozimi ni premrzlo. Les je namreč toplotni izolator in od nas le počasi jemlje energijo. Toplotni izolator je zrak in zato so dobri toplotni izolatorji vse snovi, ki imajo v sebi veliko zraka. Recimo puhasta odeja ali pa bunda, napolnjena s puhom. Dober toplotni izolator je pluta, tudi glina dobro zadržuje toploto, prav tako les. Ali je neka snov toplotni prevodnik ali izolator, lahko sami zelo dobro občutimo. Če lahko hodimo po ploščicah ali po tapisonu, bomo pozimi zagotovo izbrali tapison. Tapison je namreč toplotni izolator in zato tudi, ko bomo bosi stopili na ta tapison, bo naša toplota, naša energija iz noge le počasi odhajala v podlago. Če pa stopimo na ploščico, ploščica je toplotni prevodnik, nam bo hitro jemala energijo in to bomo čutili kot neprijetno, kot nekaj zelo hladnega. Če se vrnemo našemu prvotnemu vprašanju, je sedaj jasno, da smo mi res čutili kovinske ročke bolj hladne kot usnjeno sedišče, a razlog ni v različni temperaturi, ampak v tem, da so kovinske ročke toplotni prevodnik, ki nam zelo hitro jemlje našo energijo in zato to mi občutimo kot mraz, medtem ko usnjeno sedišče je toplotni izolator, on pa toploto zadržuje, to pomeni, jo ne jemlje tako hitro in zato tega ne občutimo kot nekaj neprijetnega in smatramo, da je toplejše, da ima višjo temperaturo. Za konec pa še zgodbo, povezano z termovko. Nekoč so se zbrali na kongresu znanstveniki iz celega sveta in vsak od njih je mogel prinesti eno stvar, ki ga najbolj preseneča, najbolj čudi. In nekdo od njih je prinesel termovko. Vsi so ga pogledali, zakaj je prinesel tako preprosto stvar. In on je rekel: poglejte, če v termovko nalijem hladno vodo, potem voda ostane hladna. Če v termovko nalijem topel čaj, pa čaj postane topel. In vsi mu pravijo: in kaj je to kaj takšnega? Zakaj si prinesel termovko? In on nadaljuje: tisto, kar mene čudi, je to, kako termovka ve, ali mora poskrbeti, da bo tekočina v njej hladna, ali mora poskrbeti, da bo tekočina v njej ostala topla. Seveda so mu ostali znanstveniki to hitro razložili, da termovka tega ne ve. Termovka je le posoda, ki ima plasti okoli zelo dobro izolirane, ponavadi je noter zrak. Ker je izolirana, poskrbi za to, da če damo noter recimo čaj pri 80 stopinjah Celzija, odzunaj pa je v hribih 0 stopinj Celzija, toplota ne more jemati energije notri v posodi in jo nositi ven, saj je vmes plaz izolatorja, ki to preprečuje. Če je poletje in imamo zunaj
recimo 30 stopinj Celzija, mi pa si želimo tekočino pri 10 stopinjah Celzija. V tem primeru bi toplota potovala od zunaj, kjer je večja temperatura, notri. Od zunaj not. Ampak zopet je tukaj izolator, ki to prepreči. Zato je naša termovka tako čudežna naprava. Ohrani toplo, kar je toplo, in mrzlo, kar je mrzlo.